Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o poslu, o poslovnih priložnostih, o tem, da smo posel ljudje in kako je uspeh slehernega posla zelo odvisen od tega, koliko, v kakšni meri ljudje verjamejo v to, da se bo poslovni načrt uresničil tako, kot ustanovitelji obljubljajo. Poznam nekaj poslov, ki se financirajo na alternativni način, kajti klasično je to, da če začneš za neko poslovno idejo, rabiš seveda nekaj ustanovnega kapitala, da vložiš v sredstva, v vire in da na to preko časa, preko poslovnih aktivnosti se poslovna ideja realizira. In za ta sredstva seveda lahko vsak zaprosi banke, lahko zasebne investitorje ali pa širšo javnost. To imenujemo tudi crowdsourcing. Sta dva zanimiva primera poslov v zvezi s tem. Eden je povezan z vzgojo dreves. Neko podjetje recimo omogoča, da vložiš denar, oni posadijo sadike smrekic, jih vzgojijo, da zrastijo do določene velikosti in potem jih pred novim letom posekajo, prodajo za božična drevesca in potem dobiček izplačajo tem malim investitorjem. Drug primer posla je recimo recikliranje plastike. Lahko vložiš določena sredstva, da to podjetje kupi surovine, torej smeti, odpadle plastične odpadke in potem to plastiko predelajo v granulat in dobiček izplačajo ljudem. Potem so tudi posli, ko dejansko zahtevajo zelo malo investicije, zahtevajo pa veliko vero ljudi, ker so to večji projekti. In eden izmed takih projektov je nova valuta oziroma nov denarni sistem, ki ga tudi jaz propagiram in se imenuje Sport. Tukaj so začetne investicije oziroma potrebni minimalni depozit je zelo majhen, ampak potem pa lahko človek dobi zelo veliko denarja, ki je v bistvu podarjen denar od drugih ljudi, ki so ta denar že zaslužili. In seveda ta valuta zaenkrat še ni konvertibilna, torej lahko dobiš veliko teh sprtov, tega denarja, ni pa še možno dobiti za ta denar evre nazaj. In seveda tukaj je potrebno spet zaupanje ljudi, zato da verjamejo, da se bo ta denar lahko potem spremenil v evre. In nekdo lahko reče, ja, v to pa ne verjamem. Ampak kaj ta človek v bistvu reče? V bistvu samo reče, ne bom za svojim denarjem, za svojim časom, za svojo energijo podprl tega projekta. Kajti vsak projekt se lahko realizira samo, če v njega verjame določeno število ljudi. Če določeno število ljudi podpre ta projekt, da se mu pridruži. Vse je odvisno od nas samih, od nas ljudi, od naše odločitve. V glavnem od tega je odvisen poslovni uspeh. Potrebno je torej imeti zaupanje, vero v določeno poslovno priložnost in seveda je potem naloga investitorjev, da preverijo integriteto ustanoviteljev in da potem tudi na ta način ugotovijo, ali je velika verjetnost, da se bo ta posel uresničil. In seveda pri tem poslu, ki ga
jaz oglašujem nov denarni sistem, nova valuta. Lahko vsak preveri te ljudi, lahko preveri tudi mojo integriteto, kajti s tem namenom tudi že več let produciram spletne dnevnike in take videodnevnike, kot je ta, ki ga gledate, da vsak vidi, da so moji interesi resnični, iskreni in da smo vredni zaupanja. Seveda pa od tega, kdaj se bo določen posel realiziral, to ni odvisno samo od ljudi, ki smo zraven, od ustanoviteljev, ampak tudi od številnih drugih dejavnikov. Temu lahko rečemo višja sila. Recimo podjetje, ki goji drevesa, lahko doživi določeno naravno katastrofo, recimo, da je v drevesnici požar in vsa drevesa zgorijo. In na koncu seveda ljudje ostanejo brez dobička in tudi brez vloženih sredstev. Vedno pri poslu obstaja neko tveganje in vedno bodo posli, ki bodo propadli, ampak to je sestavni del poslovnosti. Vsak se mora torej zavedati, da v karkoli bo vlagal, da je možno, da bo ta sredstva izgubil. In zato je tudi modro, da nihče ne investira celotnega svojega premoženja, ki je tako veliko, da če se potem določena poslovna priložnost ne bo uresničila, da bo človek pristal na cesti, da bo propadel ali celo zaradi obupa naredil samomor. Ampak pri tem poslu, ki ga pa jaz ponujam, torej nova sprt denarna valuta, pa so zadeve zelo zanesljive, zelo malo je možnosti, da se obljube ne bi uresničile, kajti to priložnost ponujamo kot dolgoročno rešitev za probleme povezane z trenutnim denarnim sistemom, zato da ne bomo več imeli težav z finančnimi krizami, da nam ne bodo več ropali denarja z davki, z obrestmi, z inflacijo, ampak da bomo lahko od zdaj naprej uporabljali zanesljivo plačilno sredstvo, novo valuto, ki je vrednostno stabilna in bomo lahko za njo izvajali katerikoli drugi posel na nek bolj kvaliteten, zanesljiv, zaupanja vreden način. Vabim vas torej, da se priključite temu projektu, da podprete novo valuto Sprt in da postanete del rešitev za ta svet. Hvala.